Živijo, dobro jutro, vsi, ki spremljate današnji Coffee to Connect. Danes naslavljamo temo talentov in jaz bom v družbi dveh talentov. Slovenca, ki živi in dela v Združenem kraljestvu, Boštjan Čeh. Boštjan je vodja komercialne oziroma svetovalec in vodja komercialnih strategij iz farmacevtske industrije. Delal je za GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Otsuka Pharmaceuticals, živel tudi na Danskem, na Portugalskem, zdaj v Združenem kraljestvu in pa v Sloveniji. Boštjan, živjo. Pozdravljeni. Hvala, Tonja. In pa Aljoša Kržič. Aljoša je partner v odvetniški družbi Rojs Pelham Prelesnik in partnerji, predsednik AmCham Young Leaders AmChampions in pa sopredsedujoči AmCham komisiji za spodbujanje investicij. Aljoša živi v Ljubljani, njegova mednarodna izkušnja pa je življenje, študij v Združenih državah v New Yorku. Tako. Bravo. Ja. Zakaj danes naslavljamo talente? V AmChamu smo nekaj let nazaj začeli valiti snežno kepo in snežna kepa 2.0 je oblikovala prototip države za talente. Z namenom, da predstavimo ukrepe, ki bi Slovenijo lahko na tem zemljevidu talentov postavili res na vrh in da bi pritegnili najboljše kadre, obdržali tiste, ki jih imamo, in pritegnili kadre iz tujine. In zdaj pa par izhodišč, zakaj se pa danes o tem pogovarjamo in je lahko tudi en tak nov zagon za to našo snežno kepo, ki jo valimo naprej. Slovenija se je lani uvrstila še malo višje na lestvici privabljanja talentov. Global Talent Competitiveness Index je uvršča na 26. mesto, 134 držav je vse skupaj na tej lestvici, kjer smo še posebej dobri v tehničnih veščinah in po globalnem znanju privabljanja talentov. Sicer pa ta lestvica nekako ocenjuje, da najboljše so tiste države, ki imajo dobro razvit izobraževalni sistem, fleksibilno poslovno okolje in zaposlovanje, ki je tako fleksibilno, ampak tudi socialno varno. Drugo dejstvo pa je, da bo Slovenija do leta 2030 potrebovala vsako leto 5000 strokovnjakov z področja informacijske tehnologije, vsako leto pa jih diplomira nekje 1000. Tako da to sta dve izhodišči in pa kot rečeno, bitka za talente je eno poglavje v osnutku koalicijske pogodbe, ki jo pripravlja nova vlada, kjer je velik poudarek na tem, da želijo beg možganov spremeniti v kroženje možganov, privabiti digitalne nomade, spodbuditi tudi pisanje zakonodaje, ki bo napisana za talente, zato da spodbujamo prihod talentov in pa spodbujati mednarodno mobilnost naših raziskovalcev in tako naprej. Tako da k tej temi se bomo še malo vrnili, ampak Boštjan, Aljoša, za začetek, Boštjan, zanima me tvoj vidik Slovenca, živiš v Londonu, razmišljaš kaj o selitvi nazaj v Slovenijo, kaj bi mogla Slovenija narediti, da bi te privabili nazaj? Ja, hvala za vprašanje, Tonja. Razmišljam seveda malo za mečken osebnih okoliščin, da poslušalci razumejo. Moja žena je tudi Portugalka, tako da nekako gravitirava vedno bolj bliže domu, imamo tudi dve mečkani hčerki, tako da sigurno razmišljam, to je ena izmed opcij. Zdaj, zakaj bi se vrnil v Slovenijo, konkretno pri tem vprašanju je, Slovenija mislim, da nudi izredno dobro kvaliteto življenja z vidika dostopnosti do geopozicije v Evropi, je dosti centralno pozicionirana. Klima je zelo ugodna, vsi vemo, ko tam živimo, da dostop do gora, dostop do aktivnosti, to pomeni
Ljubljana in druga mesta so dokaj majhna in dostop do narave je zelo dober, tako da enkrat, ko imaš družino, definitivno o tem razmišljaš, vsaj mi. Tudi je pa tako, da v bistvu seveda, ko se odločaš o takih stvareh, imaš tudi druge pomisleke oziroma druge vidike, to so karierne priložnosti zase in za partnerja, gledaš tudi priložnosti za šolanje otrok, ne. To pomeni, kakšna je ponudba pri izbiri šoli in tako naprej. In pa tudi možnost ohranjanja navad in tako naprej. Tako da z vidika delovnega okolja, če mogoče poudarim, in to bom verjetno tudi videl v določenih anketah, so skrbi. Mislim, da stimulativno delovno okolje, možnost kariernega napredovanja, to pomeni karierna izbira, Slovenija je majhna, tako da obstajajo sigurno priložnosti za izboljšave na tem področju, za večjo diversifikacijo možnosti. Tudi če je država majhna, take možnosti obstajajo, mislim, da bi se dali na tem področju dosti izboljšati. Pa tudi možnosti šolanja za otroke, recimo, je eden izmed večjih pomislekov, ki ga imam recimo jaz ali pa moja družina. Kvaliteta življenja pa sigurno kotira na prvem mestu, mislim, pa seveda bližina družine in tako naprej. Boštjan, hvala. Ja, sam tukaj še mogoče komentar geostrateško lego, pa kakovost življenja, recimo tudi Snežna kepa, ko je oblikovala ta prototip, dejansko dala nekako najvišji, ko govorimo o tem, kako bi zadržali in privabili kadre, ampak tudi kakovosten izobraževalni sistem. Tudi to je nekaj, kar Slovenci sicer bomo vedno rekli, da to imamo še v Sloveniji. Tako da tukaj naj te ne skrbi preveč, če je to pomislek. Aljoša, ja. Mogoče bi samo še eno stvar omenil, ki je pomembna, to pomeni seveda neto prihodki za družinske člane. Z vidika socialne države mislim, da Slovenija še kar dobro kotira, tako da podpora, ki jo nekdo dobi za recimo otroke, pa socialna podpora je dobra, če se primerjamo recimo z drugimi državami po Evropi, vsaj kolikor sem jaz raziskoval stvari, pa tako, kakšno izkušnjo sem imel v tujini. Je pa res, da če se nekdo seli nazaj v Slovenijo, je težko pričakovati isti ali celo podoben neto prihodek iz vidika seveda davčnih stopenj na prihodke dohodnine. Davki so precej visoki, oziroma jaz bi rekel, da previsoki, da bi spodbujali vračanje sposobnih kadrov v Slovenijo. To je eden velikih pomislekov. Ok, hvala. Boštjan, tole bomo definitivno še v nadaljevanju naslovili. Aljoša, zate pa tudi podobno izhodiščno vprašanje, živiš v Sloveniji, zakaj Slovenija ja in zakaj ne? Ja, živim v Sloveniji, v bistvu imel sem možnost, ko sem bil v ZDA, ostati gor, ampak sem pol dal na mizo vse takrat relevantne faktorje, mogoče bi danes drugače razmišljal. Vem, da ko še 3 leta preden sem šel v Ameriko, sem bil 100% prepričan, da imam cilj se tam zaposliti in tam ostati. Zakaj Slovenija ja? Zaradi vseh teh stvari, ki ste jih v bistvu že vidva omenila. Ne vem, zdi se mi, da življenjski standard gledano v celoti je bistveno boljši, ali pa življenje je malenkost ne lažje, ampak bolj komotno. Zdaj jaz govorim svoje perspektive, ker imam dobro službo, v redu prihodke in mislim, da če imaš ta vidik pokrit, je potem si se pripravljen odpovedati tudi kakšnemu neto evru več, če lahko ostaneš v nekem domačem okolju. Zakaj Slovenija ne? Zdaj jaz težko čist realno to komentiram, ker sem v relativno specifičnem sektorju, pravo tradicionalen sektor. Tudi napredovanje, ki bi ga bil lahko deležen v tujini, je bistveno drugačno, kot to lahko pričakuje kakšen drug slovenski strokovnjak v tujini. V pravnih pisarnah, ne vem, v New Yorku se gleda tudi, iz katere države ti prihajaš kot svoje domače države, ker si za njih v bistvu
potencialen trg v tem smislu, ne, se pravi, ne gledajo samo tvoje znanje, ampak tudi nek socialni kapital, ki sicer v Sloveniji, tudi če ga imaš, še vedno je to samo 2 milijona ljudi potencialno dosežeš, ne. Tako da z tega vidika nekako po eni strani mislim, da bi v tujini lahko karierno več dosegel, zaradi tega, ker pač imaš več možnosti, več se dogaja enostavno na trgu, tudi v našem tradicionalnem. Po drugi strani pa pač sem se čisto odločil, ko enkrat odideš iz Slovenije, v našem sektorju se težko nazaj vrneš. Kot pravnik, če 10 let v tem ne delaš, naprimer, nimaš možnosti pa več, zdaj se bom pa nazaj selil. Seveda lahko v teoriji, ampak težko delaš neko kariero. Tako da to so bili vse malo mešani faktori, mogoče malo specifičen sektor, ampak lahko rečem, da končno je odločitev, kljub temu, da sem si preračunal številke, bi mi več ostalo v Ameriki neto, ampak sem se v bistvu odločil, da mi ta razlika, ta ostanek ne pomeni, ne odtehta tega, kar v bistvu izgubim na drugi strani. No. Zdaj, se pravim, to je moja izkušnja. Ne. Kar pa ne pomeni, da ne bi mogli tudi v Sloveniji na tem delati, da bi se tudi v tem segmentu poskušali približati mladim, ne, ker mogoče ni vsak toliko navezan, ne vem, na družino, na prijatelje, na Kranjsko Goro, Krvavec pa na Portorož, ne, in zaradi tega bi pač prej v tujini vstal in moramo tudi tukaj nekaj narediti, tako kot je že Boštjan omenil. Ne. Okay, hvala. Ja, ker sta oba dva že zelo poudarila vedno ta trn v peti, ne. Zdaj, ko gledamo te razloge, zakaj bi se Slovenci, ki so v tujini ali pa tujci pač vrnili v Slovenijo, plača pa davki niso zdaj na najvišjem mestu, so pa visoko, ne. In neke davčne olajšave, davčne spodbude, razbremenitve davkov za mlade so en tak faktor. Pa bomo zdaj šli kar za to, zakaj je to vseeno pomembno, no? Če malo utemeljita oba dva. Mogoče, če jaz čisto pokomentiram. To debato, ki jo vodimo okoli davkih v Sloveniji, vodimo v bistvu zaenkrat v eni smeri, ne? Ali so davki previsoki. Jaz mislim, da velik del debate bi se mogel osredotočiti tudi na to, ali so porazdeljeni pravično, se pravi v bistvu nekako različni sektori ali pa segmenti, no, če tako rečem, družbe, podskupine, podsistemi plačujejo pravičen delež tega. Ne. Mislim, da absolutno lahko ugotovimo, da je delo relativno visoko obremenjeno, medtem ko kakšne druge stvari niso. Ne, tudi zdaj imamo kar vemo to debato z normiranimi SPI, pa tako, ne, to v bistvu je čista neka anomalija v tem smislu. Tako da jaz bi rekel, da preveč je ta debata usmerjena samo v čist duopolno na političnem prostoru, v smislu levi za više davke, desni za nižje davke. Mislim, da se moramo širše o tem problemu pogovarjati, ker šele pol bomo dejansko naslovili dejansko res vzroke, zakaj mogoče ljudje odhajajo v tujino, pa se ne vračajo. Ne? Ker pravična porazdelitev davčnih bremen je po mojem zelo tesno povezana z nekim počutjem temeljne pravičnosti pa vključenosti v družbo, kar je po mojem tudi zelo tesno povezan z meritokracijo, ne? Če tako na širš pogledam, se pravi splošen občutek posameznika, kako ima možnost živeti ali pa karierno napredovati v državi. No? Tako da ne bi se jaz samo na to skoncentriral, in če to skupaj pogledamo, pa razumemo, zakaj davki niso zdaj prvi faktor pri ljudeh. Ne. Pridejo šele na nekem drugem mestu, ampak mislim pa, da so del vsakega od tistih odgovorov, ki je. Ne. Tako, mislim, da je to neka tema, ki je širša, kot samo dejansko neto izplačilo na koncu meseca. No. Tako.
Torej, pravičnost neke davčne obremenitve in kako so porazdeljeni, kaže neko splošno pravičnost v družbi. Okay. Boštjan, vezano na to področje pa tebe, vem, da si veliko kar raziskoval, tudi kako pa tudi živel si na Danskem, na Portugalskem, kjer obstajajo razne spodbude. Pa me zanima, katere prakse se ti zdijo, da so take, ki bi jih lahko tudi v Sloveniji posnemali. Delno smo jih pogledali tudi v sklopu priprave dokumenta Snežna kepa, prototip države za talente. Ja, jaz mogoče se strinjam z Aljošo, bi pa dodal še nekaj stvari. Se mi zdi, da davek je samo eno poglavje kompleksnosti te teme. Ko se odločaš, da bi se nekam preselil, gledaš tudi druge stvari. Gledaš tudi, če plačam visok davek oziroma dohodnino, kakšne so ostale koristi, ki jih bom imel v tisti državi. Kakšna je podpora za otroke, če otroke imaš, ali imam dostop do zdravstvenega sistema, ki je dobro urejen. Mogoče, če si mlad, to majčkeno manj zanima, če si malo starejši, vedno bolj. Ampak seveda davki uravnavajo dosti kompleksno socialno situacijo v vsaki državi. Tako da je to samo en pogled. Je pa res, da moramo vedno gledati tudi navzven, moramo gledati primerjalno s tem, če govorimo o privabljanju kadrov, če govorimo o privabljanju Slovencev, sposobnih Slovencev, ki so pridobili neke izkušnje, pa so se izobrazili v tujini, in bi lahko prinesli to dodano vrednost nazaj, moramo pogledati, kako jih privabiti. To je eden izmed elementov, ni pa edini. Če uredimo samo davke, ne bomo rešili vsega. To je po moje tudi razvidno iz anket, ko so bile že narejene. So drugi načini, recimo jaz vem, da jaz sem čisto samoiniciativno delal majčkene raziskave po Evropi, pogovarjal sem se tudi z ljudmi iz drugih evropskih držav, nekaterimi, ki so bili tudi vpleteni oziroma vpeti v pripravo načinov za spodbude za vračanje državljanov za države. Recimo v Grčiji vem, da je bil zelo celovit pristop do tega. Ena stvar je bila davčna politika, druga, to pomeni davčne olajšave za neko obdobje, ko se nekdo po nekem obdobju, ki ga je preživel v tujini, ki je pač določeno, vrne v državo, dobi neko davčno olajšavo za neko določeno obdobje, 5-10 let recimo. Kot primer, ampak so bile tudi druge stvari, recimo so bile tudi urejanje trga dela z vidika promocije delovnih mest z visoko dodano vrednostno. To pomeni, da se te zadeve promovirajo navzven v tujino, državljanom, ki so v tujini, da se spodbuja vračanje. To se mi zdi zelo pomembno. Pri promociji Slovenije in pri promociji Slovenije kot države priložnosti v tujini je to en slop, ki morda se ga je vredno malo dotakniti, pa o čem je vredno razmišljati. Druga stvar je tudi celovita ponudba za družine. Moramo vedeti, da Slovenci ali pa nekateri Slovenci, ki so v tujini, imajo verjetno tudi tuje družinske člane, ki niso slovenski državljani, in pa se treba vprašati, kakšno okolje in priložnosti ustvari Slovenija za takega družinskega člana. Je prijazna recimo za nekoga, ki govori angleško ali pa samo angleško in še ni več slovenskega jezika. Slovenski jezik je kar specifičen, govori ga samo 2 milijona ljudi in se ga ni lahko naučiti. Tako da vse take stvari pa vidike je treba upoštevati. Pa so pa tudi recimo vidiki pritegnitve ljudi, ki imajo druge ambicije v podjetništvu, ustvarjanje podjetij, pa recimo tam govorimo tudi o pogojih, kako hitro in kako lahko nekdo ustanovi podjetje v neki državi, če je to, ne vem, tuji investitor, ali pa če je to slovenski sposoben, ki se hoče vrniti, in pa seveda davčna olajšava, ne davčna olajšava, ampak korporativna davčna politika za recimo podjetja, ustanovljanje startupov in tako naprej. To so eni vidiki, ki se urejajo po različnih državah po Evropi.
In mogoče ena država, ki bi jo navedel, tukaj je tudi Portugalska. Portugalska je z vidika startupov zelo privlačna država trenutno, ker to politiko zelo dobro ureja, to pomeni spodbuja programe, akceleratorje, pa tudi politiko hitrega ustanavljanja podjetij in tudi to pomeni pogoje za hitro rast podjetij na Portugalskem, kar pomeni, da investicije pa naložbe v taka podjetja niso obdavčene, ko gre za startupe ali pa za podjetja v rasti. Okay. Boštjan, hvala. Boštjan, mogoče še eno vprašanje. A ima Slovenija trenutno kakšen ugled ima recimo v Združenem kraljestvu? Poznaš koga, ki se dejansko tudi od tvojih angleških kolegov spogleduje z idejo, da bi se preselil v Slovenijo? Direkten odgovor je žal ne. Mislim, Slovenija nima slabega ugleda, sigurno. Ni pa geografsko zelo dobro poznana kot država, ki privablja talente oziroma država priložnosti. Sigurno je še zelo majhna na zemljevidu. Ljudje jo poznajo bolj kot turistično destinacijo, pa tisti, ki so jo obiskali, si predstavljajo, da je kvaliteta življenja v taki državi lahko blazno dobra. Čisto z vidika tega, kar Slovenija ponuja. Ampak z vidika priložnosti žal ni najbolj poznana. Mislim, da tle lahko naredimo dosti več. Jaz se tudi trudim sam, da te stvari izboljšam z različnimi aktivnostmi, ampak dobro, to ni tema pogovora. Pa tudi, bom rekel tako, jaz mislim, da če gledam ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, pa generalno vidim, da hodijo v Slovenijo, to pomeni ljudje, mogoče se odločajo za živeti v Sloveniji, seveda Slovenci, ki so bili v tujini, ki poznajo, ki so v Sloveniji odrasli, imajo neko navezo s Slovenijo, avanturisti, ljudje, ki recimo cenijo naravo, ljudje, ki so že obiskali Slovenijo, pa seveda recimo tujci, pridruženi družinski člani, recimo Slovencev, ki se vračajo v Slovenijo. Mislim, da spontano se pa ljudje odločajo, da bi šli v Slovenijo delati ali pa delati kariero. To pa sigurno ne. To je res, ja. In je pa res tudi, kar si povedal, Slovenci, ki živijo v tujini, pa se v tem kar veliko odločajo in raziskave financ, kompeta, vtisa so vedno zmerijo nekako, da se približno polovica Slovencev, ki živijo v tujini, razmišlja aktivno o tem, da bi se v parih letih preselili nazaj. Aljoša, če gremo zdaj konkretno na Snežno kepo 2.0, ki jo vodi Nina Langerholče-Bokli, ti pa si tudi zelo aktivno vpet. Kako smo se lotili tega prototipa, katera poglavja vse zajema, pa koga čaka največ dela, da bodo te ukrepi zaživeli v praksi? Ja, v bistvu Snežna kepa te runde, če se tako izrazim, se vrti zdaj od začetka korone, ali pa tisto poletje se je začelo. V bistvu osnovno izhodišče je bilo, ali lahko pripravimo nabor ukrepov oziroma nabor predlogov, s katerimi bi lahko začeli javno razpravo o potrebnih spremembah v Sloveniji, na eni strani za ohranjanje talentov ali pa mladih v Sloveniji in po drugi strani za privabljanje talentov oziroma mladih v Slovenijo. Tako Slovencev, ki so se pač pred časom odselili, kot tujcev, ki tako ali drugače jih bomo pač v različnih sektorjih rabili. Zaradi tega, ker enostavno naš izobraževalni sistem ne uspe sproducirati dovolj kadra, ki ga potrebujemo. Razdeljen je na več področji, od izobraževalnega sistema, stanovanjske politike, davkov, pač različna področja, in znotraj teh področji smo v bistvu oblikovali neke ukrepe, predloge ukrepov, kako bi lahko naslovili določene izzive. Bi pa rad poudaril, da je v bistvu dokument pripravljen
relativno fokusno, se pravi na tisto, kar je realno možno relativno hitro spremeniti v bistvu, ne. Se pravi, po eni strani relativno hitro spremeniti, po drugi strani pa začeti neko debato. Zakaj to govorim? Ne? Ker iz debate, ki smo jo do zdaj imeli, recimo eden od ukrepov, ki definitivno mislim, da se ga vsi zavedamo, da ga bo treba slej ko prej nasloviti, je tudi povezljivost Slovenije z zunanjim svetom, ne. Mi ne bomo nikoli privabili, pa če bomo še toliko znižali davke, tujega strokovnjaka, ki bo mogel leteti do svojega domačega kraja čez 3 ali pa 2 večji evropski letališči, pa bo cel dan za to porabil, ne. Mislim, to so stvari, kjer še toliko lahko toplo vodo odkrivamo na drugih področjih, pa dokler temeljnih stvari ne bomo imeli pošlihtanih, bomo imeli skozi velike izzive. Ampak zdaj, če grem nazaj na snežno kepo, ki pa so ti konkretni ukrepi, ne, ideja v naslednjem koraku je v bistvu oblikovati konkretne ukrepe in kaj si jaz najbolj želim kot del snežne kepe je, da bi s tem končno enkrat spodbudili iskreno razpravo. Jaz vedno pravim, določeni ukrepi iz snežne kepe so mogoče malo bolj leve politike, če tako rečemo na narekovajih, določeni ukrepi so mogoče malo bolj desne politike, če tako rečem, ne, če se zelo ozko na to, ampak mislim, da bi se mogli nehati enkrat o tem pogovarjati na ta način, ampak iskreno v bistvu si povedati in sindikati, in delodajalci, in interesna združenja, in politika, kaj je tisto, kjer se strinjamo in kjer gremo naprej. Jaz mislim, da se vsi strinjamo, naprimer, da je treba nekaj na področju stanovanjske politike narediti. Nisem še srečal človeka, ki bi rekel, da ne. Vsi se strinjamo, da pač je treba mladim lažje omogočati dostop do stanovanja, ampak pa se pa kar ustavi. Pa pa spet pridemo v to debato, eni bi zniževali davke, pa tako zagotavljali stanovanja, drugi bi subvencionirali, a smo prepričani, da neka srednja pot ni možna, ne? Ali pa, ne vem, stanovanjske kooperative spodbujati, pač razmišljam, ne? Tako da jaz vse, ki nas danes poslušajo, če jih zanima sodelovanje pri oblikovanju teh predlogov, vabim, da se pač udeležijo naslednjega srečanja snežne kepe, ker namen ni zdaj oblikovati nek ukrep samo zato, da se ga oblikuje, ampak je namen teh ukrepov res začeti razpravo o njih. Absolutno bi bili veseli, če bi bili v čim večji možni meri potem udejanjeni, ampak osnovna ideja je, da osredotočimo razpravo na tisto, kar je res pomembno in se poskušamo izogniti balastu, ki se ponavadi v teh razpravah pojavlja, ne. Se pravi, poskušamo na nek drug način, konkretna ideja, konkretna rešitev in dajmo se pogovarjati o tem, ne pa o letu 45, 90, levih, desnih in vsem tem, kar vedno v teh debatah pride. Zavedati se moramo, da vse to so debate, ki so pač osnovne, temeljne in pač bojo vedno pripeljale do tega, ampak dajmo se v rešitvah pogovarjati. No, zaradi tega mi je snežna kepa všeč, ker je ideja fenomenalna v tem smislu. No. Se pravi, ne samo iskanje problemov, pa govorjenje, kaj je narobe, ampak rešitve. Ne? Tako. Ja, Aljoša, hvala. Jaz se pridružujem temu vabilu. 31. maja je tisti datum, vsi, ki ste vpleteni v MČEM Young skupnost, ste včeraj dobili vabilo in kar nekaj se vas je že odzvalo, tako da iščemo iz vseh področij, ni nujno, da ste pravniki, tako da pridite na tem dogodku, bomo že zelo delovni, ker si bomo tudi kar razdelili naloge, kaj kdo naredi in na katerih ukrepih bi delali. Jaz sem pa v chat poslala tudi povezavo, da tisti, ki spremljate, si lahko pogledate. To je ta nabor ukrepov, prototip države za talente. Kot je pa Aljoša povedal, v naslednji fazi se bomo lotili posameznih ukrepov, da ne rešujemo vsega naenkrat, ampak začnemo z majhnimi koraki in je to, da je to del osnutka koalicijske pogodbe, bitka za talente in tudi ta del, da se
da ima bodoča vlada ambicijo ustvarjati neko zakonodajo, ki bi spodbujala talente, je zelo spodbudno, ker namreč če smo brali politične programe nekaj mesecev nazaj, si mogel talent kar CTRLF iskati in je bilo tako težko najti kakšen zadetek. Tako da ja. In še nekaj zadev bi rada z vama pokomentirala med pomembnimi stvarmi za privabljanje talentov. Oba dva sta omenila tudi meritokracijo. In zanima me, kako jo razumeta, zakaj je pomembno to, da zaustavimo politična kadrovanja in tako. To je tudi ukrep, kjer je velikrat na teh lestvicah, ko mladi komentirajo, zakaj bi recimo ostali tujini se ne bi vrnili, je sama ta kultura, možnost napredovanja. Tako da meritokracija je en pomemben segment, pa me zanima, kako jo razumeta. Boštjan, mogoče najprej ti. Ja, hvala, Tonja. Z mojega vidika v bistvu zelo enostavno. Meni se zdi, da vemo, da države, ki mogoče, če začnem z negativnim, če ni meritokracije oziroma če imamo nepotizem, če imamo napredovanje in postavljanje, prioritiziranje ljudi na pozicije na podlagi poznanstev, to je v bistvu nek način korupcije. No? In to je nek način spodkopavanja razvoja in priložnosti v državi, ki tudi ustvarja žal daje nek negativen imidž, ne? Za tiste, ki mogoče iščejo priložnosti, za tiste, ki bi se radi vračali in tako naprej. Ampak nočem biti negativen in nočem implicirati, da je povsod tako v Sloveniji, sploh ne. Meritokracija se meni zdi samoumevna. To pomeni, meritokracija je v bistvu nagrajevanje oziroma nagrajevanje ali pa dajanje priložnosti na podlagi rezultatov, ne. To pomeni sposobnosti, dokazovanja sposobnosti in tako naprej. In to je ključno to je nek, bom rekel, to je čisto nek pravičen sistem, ki je ključen za spodbujanje in za privabljanje kadrov in sposobnih ljudi, ki so tega navajeni tudi v tujini. To pomeni nekih standardov, po katerih se zaposluje ali pa promovira v karierne priložnosti pa na pozicije bom rekel, vsaj večini zahodnega demokratičnega sveta. Tako da, če se hočemo kot Slovenija, kot narod priložnosti uvrščati v ta del sveta in se tam promovirati, mislim, da moramo temu načinu slediti, čisto enostavno. Okay. Boštjan, hvala. Aljoša, kako ti vidiš meritokracijo? Tudi v MČEM Young Leaders klubu in namenjate temu, dajte na to poudarek, tudi naslednje srečanje bo vezano na to. Lahko tudi poveš kaj več o tem. Ja, zdaj, kot je že Boštjan povedal, v bistvu za moje pojme meritokracija je nek temeljna predpostavka vzpostavljanja nekega pravičnega družbenega duha. Se pravi, da vsi, ki živimo v družbi, imamo nek občutek te temeljne, osnovne, elementarne pravičnosti, enakopravnosti. Ne. To se meni zdi izhodišče. Ne. Ker če se to poruši, in v Sloveniji na žalost imamo relativno porušeno, to sploh v določenih segmentih družbe, ne, potem začnejo na plano prihajati razni problemi, ker začnemo v bistvu pomanjkanje meritokracije pa te pravičnosti kompenzirati z nekimi drugimi zahtevami, ki so pa mogoče ekonomsko težje izvedljive ali pa karkoli, ne vem. Ne, ker ne napredujem v nekem sistemu, kot bi moral, glede na svoje znanje in sposobnosti, ampak nekdo napreduje hitreje, preskakuje lestvice, ne, ima posledično on višjo plačo kot jaz. Ne, in zdaj to lahko naslavljamo tako, da to preprečimo, pa da v bistvu po lestvici vsi lezemo na nek ta
osnoven način. Lahko pa pač se vsak vase zazre pa reče, ok, sej mi je vsem, če on napredoval, samo jaz hočem imeti večjo neto plačo zaradi tega, ker če bi bilo fair, bi bil jaz tam, ne pa on. Ne. Tako da zdi se mi, da iz tega izhaja zelo veliko izzivov, ki jih imamo v družbi. In ja, tudi v MČM Young Leaders klubu smo to identificirali kot nekaj, o čemer se je vredno pogovarjati. Mi ocenjujemo, da ni toliko težava v pravilih, ki veljajo. Mi imamo relativno jasna pravila, smernice, sploh korporativnega upravljanja in tako dalje. So relativno v redu, saj smo moderna država tudi v tem pogledu. Ne. Bolj gre za kulturo vsakega posameznika, pa kako mi to dojemamo. Ne. Jaz sem že zelo veliko časa razmišljal o tem in pri nas spet sem v takem sektorju, odvetniški družbi, kjer skozi dobivamo nove mlade ljudi, ki prihajajo kot pripravniki, ker pač moraš to pripravništvo nekje opraviti. In niti enkrat v zadnjih 10 letih se mi ni zgodilo, da bi pomislil, zdaj bom pa predlagal za pripravnika nekoga, ki je moj prijatelj, ampak sem vedno gledal na to, da predlagam nekoga, ki res mislim, da bo najboljš opravljal svoje delo. In mi je kdaj tudi kdo zameril, bom čisto iskreno povedal, ker niso ljudje razumeli, ker pač v Sloveniji je ta sistem rihtanja, ne, če rečem, in se mi zdi, da moramo pri sebi v bistvu začeti in kaj imamo mi namen v bistvu narediti. Zdaj bomo začeli s tem prvim dogodkom čez 14 dni, katerega namen je v bistvu začeti se o tem pogovarjati. In ta izziv imamo namen v bistvu znotraj MČM Young Leaders kluba v nadaljnjih mesecih, letih naslavljati preko zaveščanja posameznikov. Jaz mislim, da če bomo mlajše generacije ali pa manj mlade, tudi saj za nikogar ni prepozno, ne, ponotranjile, zakaj je to pomembno. Ne, ker to ne samo, da vpliva to, kar sem že prej rekel, na neko osnovno pravičnost, to tudi v klimo v sistemih, se pravi počutje, kako se ljudi počutijo, marsikero drugo stvar tudi s tem naslovimo in ko bomo to dojeli, mislim, da ne bomo rešili vseh težav s tem, absolutno ne, ampak mislim pa, da bo pomemben korak v pravo smer narejen in zaradi tega vidimo pot v tem, da vsi ozavestimo to. Ne. Ampak hkrati se je pa treba v bistvu zavedati, da moramo ustvarjati priložnosti za vse. Ne. Zdaj, vsak zase najbrž misli, da je najbolj sposoben za neko stvar, ki pač jo počne ali pa v njegovi stroki. Jaz zase vem, da kaj mi gre boljš, kaj mi pa ne gre. Bistveno je, da pa ustvarjamo okolje, kjer lahko res vsak vse svoje talente nekako dejansko realizira. Ne, paziti moramo, da se ne bomo preveč fokusirali samo na to in bojo potem določeni ali pa lahko bom tudi jaz med njimi ostajali v zadnji. Treba je pa razvijati vsa področja, da imajo ljudje možnost dejansko to, kar znajo, se izkazati, pa da ima vsak možnost priti nekam. Ne. To se mi zdi tudi zelo pomemben element, ki je lahko zelo nevarno, da se pa preveč fokusiramo samo na določene ustaljene vzorce ali pa ustaljeno videnje, kaj naj bi bilo tisto, zaradi česar si upravičen napredovati. Mislim, da moramo pol širš tudi to pogledati. Ne. Tako da to. Ok, Aljoša, super. Ja, sej to je bistvo, ne, da bi res vsak lahko tisto, v čemer je najboljši, svoj potencial živel brez obremenitve teh osnovnih stvari, da je plača taka, kot mora biti, da je okolje spodbudno, da lahko res vsi počnemo najboljš tisto, kjer smo talentirani. Ja, Aljoša, še prej sem Boštjana spraševala malo glede praks iz tujine, po katerih praksah pa smo se zgledovali v Snežni kepi, a ja, pa še mimogrede, imamo samo še 5 minut, tako da tisti, ki bi radi kaj vprašali, je zdaj le pravi trenutek. Tako. Po katerih praksah smo se zgledovali v Snežni kepi? Iskreno ti povem, da si zdaj ne znam odgovoriti, ker so se omenjale vse možne države, ko smo te ukrepe zbirali na kup. Vem, da je sploh Vita Godec je naredila eno celo analizo, mislim, da je ona glede izobraževalnega sistema
delala. Jaz nisem bil toliko v ta del vključen, ampak po mojem ni bila omenjena država znotraj EU, ki pa če ne bi sledil v nekem delu ali pa z neko idejo, ker tudi v Snežni kepi je delovali ljudje z izkušnjami iz različnih držav, različnih backgroundov, različnih sektorjev in tako. Naredil bi krivico katerikoli državi, če bi izpostavil samo eno kot. In to se mi zdi bistvo. Dajmo se zgledovati po najboljših na tem področju, kjer imamo mi nek določen izziv. Jaz se ne bi zgledoval samo po, ne vem, dajmo si vzor, kot pravimo, druga Švica. Jaz verjamem, da mogoče pa Švica nima vsega idealno, tako kot bi si mi želeli, pa dajmo pa to, kar pa nima idealno, pa ne vem, po Dancih, Švedih, mogoče tudi Čehih ali pa Avstrijcih. In zaradi tega se nismo hoteli omejevati na nek tak model. Tako, res po izzivih smo šli. Ja, super. Sej v bistvu sem tukaj ciljala mogoče samo na to, da smo se zgledovali tudi po državah, ki jih je Boštjan prej omenil, pa tako, da je, ker sej vsaka država se s tem sooča, vsaka želi biti taka, da bi privabljala talente, ampak ja, tukaj je marsikje že kaj že zelo dobro funkcionira in te stvari smo tudi pogledali. Ja, se pravi, vprašanj publike nimamo. Ja, pol pa za konec mogoče še to, nismo šli sicer toliko podrobno v ukrepe, če pa koga recimo kaj zanima, naj kar napiše v chat ali pa si pogleda v Snežni kepi, šli smo bolj podrobno mogoče samo v to davčno pa meritokracijo, ampak me pa zanima z vajine strani. V Sloveniji se pač nastaja nova vlada, kje se lotiti dela. Dobro, eno je zdaj to, da je to del koalicijske pogodbe, ampak tako iz vidika katerega področja, kje vidite, da bi se bilo treba lotiti dela pri talentih? Ja, zdaj, če bi vedel, bi kandidiral. Ja. Ne, pač jaz mislim, da ni enega področja, kjer se, ne vem, zdaj pa prvo, ne vem, nasloviti davčno vprašanje. Mislim, da je pač treba znotraj resorjev, ki bodo oblikovani in zastavljeni, pač začeti na vseh področjih delati. In paziti, da z enimi ukrepi ne bomo rušili drugih. Tako da jaz bi čim prej začel voditi neko širšo razpravo, ker kaj vedno v Sloveniji naredimo, po moje napako, saj jaz ko vidim, ker nikoli na tak način ne delam tudi v timih, v katerih sodelujem, je, da oblikujemo nek ukrep, pa ga damo v javnost, pa bombe začnejo padati iz vseh strani, zakaj je tak ukrep narobe. Mislim, da že pristop pri oblikovanju teh ukrepov bi mogel biti drugačen, da se že vnaprej določene stvari prečistijo, pogovorijo, naslovijo in da na tak način, da imajo ljudje občutek, da so sodelovali pri oblikovanju, pa zdaj ljudi mislim organizacije, ki so deležniki in tako dalje. Se pravi, da je nek občutek dejansko participativne demokracije, če tako rečem. Se pravi, da ponotranjimo to. Vsi, tako delodajalci, kot sindikati, kot interesna združenja, splošna javnost in vsi. Najslabše bo po moje, če bo zdaj pol leta skrivali, kaj nameravajo narediti, pa bo pa prišlo novembra kup nekih predlogov in pa se bo vsul iz vseh strani. Ker težko, da se iz kjere strani ne bo vsaj v zvezi z določenimi strani. Super. Jaz bom sam na hitro dodal, jaz se strinjam z Aljošo, jaz mislim, da odprt dialog, transparentnost pri tem, kakšne so ideje, pa kar se pripravlja, pa jaz bi mogoče rekel, da politika pri tem vprašanju se more opreti na interesno javnost, to pomeni društva, deležnike, ki so tle zainteresirani, to pomeni, to so lahko Slovenci, ki živijo v tujini, to so Slovenci, ki so zainteresirani iti v tujino se izobraževati, tle imamo društva in mogoče ta društva in te organizacije imajo že pripravljene predloge. Te predlogi so na mizi že nekaj let. Ni treba začeti znova. Mislim, da če vzamejo to, pa če začnejo to prebirati, pa se začnemo o tem pogovarjati,
je to najboljše in najlažje in najhitrejše izhodišče, da pridemo do rešitve čim prej. Boštjan, hvala obema za te poudarke. Kultura dialoga in ja, marsikaj je že pripravljeno. Boštjan, tukaj si tudi mislil in vtis in pa tudi našo snežno kepo. Tako da jaz verjamem, da je zdaj trenutek, da res se začnemo o tem pogovarjati. Ukrepi so na mizi, mi bomo tudi probali prispevati svoj del in Aljoša in ostali seveda delajo prostovoljno na tem, ampak verjamem, da zato, ker želijo pač v tej družbi nekaj spremeniti, da ne govorimo samo o tem, da bo nekdo za nas spremenil stvari, jih lahko kdaj tudi sami. Tako da bomo konstruktivno poskušali predlagati dobre ukrepe in načrte, kaj bi lahko naredili, kako bi to zaživelo v praksi. Dobro, evo, naš čas se je iztekel. Boštjan, Aljoša, hvala. Hvala. Hvala tudi tebi. Ker sta delila svoje misli in poglede, tako da talente bomo še naslavljali naprej. Zdaj pa vsem lep petek in lep vikend. Enako, pa hvala za vabilo. Ja, enako. Hvala, čau. Čau. Čau.